Lep dober večer vsem skupaj v imenu Parka vojaške zgodovine. Lepo pozdravljeni na tem muzejskem večeru, posvečenem Karlu von Schafferju, znamenitemu sežanskemu pomorščaku. Življenjska zgodba kontraadmirala viteza Karla von Schafferja je izjemno zanimiva, filmska bi rekli danes. Rojen v Sežani se je uspel vse do cesarskega dvora in kljub temu, da ni izhajal iz plemiške rodbine, je postal eden najtesnejših sodelavcev in prijateljev nadvojvode Maksimiljana, tudi ko je ta postal mehiški cesar. Odkrivanje pozabljenih, zapostavljenih zgodb iz naše nacionalne zgodovine je nekakšno poslanstvo Parka vojaške zgodovine. In zgodba Karla von Schafferja je prav šolski primer takšne zgodbe. Zato smo silno veseli in ponosni, da lahko nocoj gostimo to predstavitev. Veseli pa nismo zgolj zaradi zanimive zgodbe, ampak tudi zaradi avtorja knjige, Janka Kastelica. Janko je namreč rojen tukaj v Hrastju, v senci tega Sarne. Zato se mu prav res lepo zahvaljujem, da se je odločil to novo knjigo predstaviti tukaj pri nas. Janko Kastelic, ki živi in dela v Sežani, je po poklicu sicer slikar. Imel je že več kot 70 samostojnih razstav po Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Italiji, v Ameriki in na Nizozemskem. Veliko je sodeloval tudi na skupinskih razstavah doma in v tujini in za svoje delo prejel kar 27 domačih in mednarodnih. To so vse stare podatki, ne? Tako, za hec, zavem. Se prečujem. Ne. Pa več kot 27 nagrad. A danes tu pred nami ni kot uveljavljen slikar, ampak kot neutruden, strasten raziskovalec krajevne zgodovine. Knjiga, ki jo nocoj predstavljamo, je namreč 10. v nizu njegovih knjig. Če se je pri prejšnjih raziskavah in pisanju res omejeval na Sežano in okolico, ga je tokrat življenjska zgodba sežanskega rojaka raziskovalno ponesla na morje, celo čez ocean v Mehiko. Naj bo dovolj za ta uvod, gospod Janko, oder je vaš. Lep pozdrav, dobro večer vsem. Me prav veseli, da sem danes z vami z dveh razlogov. Prvi je ta, da predstavim to knjigo, v kateri je bilo že nekaj rečeno. Se mi zdi škoda, da bi jaz to podatke, ko jih zberem, zadržal zase, zaradi tega knjige dam v tisk in širim med ljudmi, kolikor pač nekoga zanima. Torej, to je en razlog, da predstavim Schafferja, znamenitega Sežanca, o katerem se danes v Sežani in širše še toliko manj skoraj nič ne ve. Schaffer je ena pomembna oseba, ki je odigral eno vlogo tudi z Maksimilijanom nadvojvodo Habsburškim, bratom Franca Jožefa, cesarja, našega tudi takrat. Tako da je prav, da o njem kaj več vemo. To je en razlog za moje zadovoljstvo današnje. Drugi razlog je to, da je bolj emotivnega značaja, če tako rečem. Na Hrastje sem jaz vezan po tem, da so bili tu doma moji predniki. Človek, tam, kjer se je rodil, tam ga zmeri nekaj ostane. Spravi, ta navezanost krajevna je prisotna tudi danes v meni. Torej, to zadovoljstvo, da prvič to knjigo, zadnja, ki upam, da ni zadnja, da to zadnjo knjigo prvič predstavim v Hrasti, mi je še toliko bolj zadovoljstvo. Pa bi mogoče šel naprej, še par podatkov je tle, ne vem, če ima smisel, da ponavljam te letnice. Hrast je, s par besedami, ker smo danes tukaj, kot sem že omenil, tle so moji predniki bili doma, jaz sem rojen v Hrastju, če tako figurativno rečem, tle čez cesto in čez Topolje, Repnik je moja rojstna hiša, hiša tudi mojega očeta, drugih sorodnikov. Ta fotorazglednica je z leta 1902, naša hiša je bila takrat stara eno leto. Zanimiva razglednica, ki sem jo iskal 20 let, enkrat v Postojni knjižnici sem videl na razstavo dr. Juriševiča, ki je imel razstavo razglednic teh krajev naših, ampak sem jaz to razglednico potem 20 let iskal na boljših sejmih posod, po internetu posod, 20 let sigurnih in ja nisem najdel. Potem, ko je prišla v zbirko, mi je bilo eno zadovoljstvo večje. Zanimivo,
Pisal je nekdo, ki je potoval iz Budimpešte v Reko in je pisal eni punci v Bukareštu. Kako to, in potem si jaz to najdel v Ljubljani na Bolšjem sejmu. To hišo, mojo rojstno, je zgradil moj praded Josip oziroma Jožef Ribnikar, ki je imel v tistem času, malo potem, ko je zgradil hišo v Hrastjah, je imel v tej hiši na naslovu Hrastje številka 29, manjši hotel. Hrastje vemo, da je vse po starem, se je reklo, je bilo nekje tam do Habjanove hiše, ni se končal tle z rampo gor. Tako da toliko o tem uvodoma, glede na to, da smo na temi konci, pa povem toliko še to. Gremo kaj bolj k knjigi. Sežana je bila včasih, mislim, obdobje pred izgradnjo južne železnice, se pravi 1857, en majhen kraj, ena potna vas, zelo majhna. Če bi primerjal z našimi kraji, bi rekel za 2 Šempetra, kar je vasi, več ne. Ampak, ker je bil Kras vseeno večje območje, kaj pomeni vas, vemo, da nima nič tega, kar ponuja mesto, kar nudi mesto. Je bil pa Kras eno večje območje in je oblast takrat namestila v Sežano enega cesarsko-kraljevega zdravnika, kirurga, doktorja Lorenca Šaferja, očeta tega Karla Šaferja, ki ga bom danes predstavil. Zanimivo je, da je odkje je ta familija prišla, ta priimek Sežano, od tega jaz nisem mogel ugotoviti. Bili so v Trstu, tako da je možno, da so z Trsta prišli v Sežano. Možno je tudi odkje drugje, slovenskega prostora, kajti te priimki so bili in so še prisotni in v Trstu in po Sloveniji. V glavnem, odkje so prišli, tega nisem ugotovil. Se je pa ta zdravnik v Sežani poročil leta 1820, takrat že kot zdravnik. Se pravi, to sežansko zdravstvo je starejše od 200 let, kar je ena lepa letnica. Sežani, to je on leta 1860, približno 1868 ga je že umrl. Sežani v tej hiši, ker je ena taka zanimivost, je tudi danes spet zdravstvo, zdravstveni dom. Vmes je bila ena prekinitev, z kakšnih 80 let, ampak potem po drugi svetovni vojni, kakšno desetletje po končani drugi vojni, je prišlo zdravstveni dom spet v to hišo, v Šaferjevo vilo. Nekaj se je spreminjalo, kakšne stvari so še ostale, tudi v današnji časi enake. Družina se je v Sežani povečala, razvila, kakor je to običajno. Bilo je 6 otrok, tako hči, sin, 6 otrok. Karl Šafer je bil 4. od otrok. V Sežani je naredil tisto šolo, kakršna je pač takrat bila, neka preko trivialna, provincialna par razrednica. In na to se je upisal, oziroma so ga upisali v gimnazijo v Ljubljani, uspešno vse to opravil. Nakar se je upisal v Trstu na Pomorsko trgovsko akademijo, potem še na Vojaško pomorsko akademijo. In zgodilo se je takrat v enem zanimivem obdobju, da se je spoznal z nadvojvodom Maksimilijanom, bratom Franca Jožefa, cesarja. To prijateljstvo ga je zelo zaznamovalo, celo življenje ga je nekako spremljalo, oblikovalo tudi njegovo kariero, če tako rečem. Pa si je morda za predstavljati, kaj pomeni en človek iz ene vasi, kako je on lahko komuniciral na enem nivoju z nekom iz najvišje takratne evropske aristokracije. To je vseeno zdaj imeti v vidu pri teh dveh prijateljih. Ampak očitno je Šafer imel eno svetovljanskost v sebi, eno širino duha, tako da je njuno prijateljstvo se samo še razvijalo. Ta portret je bil 120 let edina podoba znana Šaferja. Jaz, ko sem to začel pred 45 leti in več iskati,
nisem najdel kakšne druge podobe. To sem dobil na Dunaju, v vojaškem arhivu, enako imajo tudi v Pomorskem muzeju v Piranu, ki so gotovo tudi dobili na Dunaju. Kaj drugega ni bilo. Kakšno gradivo je že prihajalo meni z Dunaja, z arhiva, razna ta obstaja, rekel, kako delovna statistika, vseh njegovih del pod takim činom, drugačnim činom, vsa napredovanja, odlikovanja, vse to na Dunaju imajo v arhivu. Kakšnih fotografij pa nisem našel. Sprav podatkov je kar nekaj bilo. Vidimo, da je bil na marsikaterih ladjah, na polno ladjah tudi kot kapitan, recimo tudi na tej znameniti fregati SMS Novara. Kaj pomeni SMS, že ko sem omenil? Seiner Majestet Schiff, se pravi ladja njegovega veličanstva. Vidimo ta imena Novara, Veloce, Bellona, popolnoma italijanska imena. Zakaj? Zato, ker je del Italije je bil pod upravo Avstrije, tako da se je to odrazilo tudi pri teh imenih. Celo zanimivo, eno dobo je bilo na avstrijskih ladjah poveljevanje v italijanščini. Pa celo prej še, okrog 1840, ko se je osnovala Avstrijska akademija v Benetkah, tudi takrat je bil učni jezik italijanščina na avstrijski šoli. To je zanimivo, ampak ta vpliv Italije, njihove dolge tradicije pomorske, se je odrazil tudi v temu. Že omenjeno prijateljstvo med nadvojvodom Maksimilijanom, ki je bil takrat vrhovni poveljnik avstrijske mornarice, in Schäferjem, gotovo predvsem prijateljstvo, ampak očitno pa tudi Schäferjeve sposobnosti so botrovale temu, da je nadvojvoda imenoval Karla Schäferja za poveljnika svoje osebne jahte. To je tudi en tak rezultat njunega prijateljstva, ki drugače bi šlo lahko mogoče tudi v eno drugo smer. Pa da ne moramo nikakor v zvezi s Schäferjem preskočiti Maksimilijana. Maksimilijan, kot sem že omenil, vrhovni poveljnik avstrijske mornarice, je bil precej vezan na Trst, tudi na Milano, ker je bil guverner te Lombardije, rekel, teh dežel severnoitalijanskih, kar je sicer bratu Francu Jožefu popolnoma odgovarjalo, da ga je imel malo dlje od sebe. Nista si bila neka ambicioznost in rivalstvo se je čutilo med njima, ampak nadvojvoda Maksimilijan ni mogel računati na prestol, ker ga je že zasedel njegov brat. Bil je poročen s hčerjo belgijskega kralja Leopolda I., princeso Šarloto. Vidimo, za kakšne ljudi gre in spet si lahko predstavljamo Schäferja zraven, kako je lahko komuniciral z njimi, ampak očitno to je šlo, kot sem že omenil. Kar bi bilo dobro reči, v tistem času, ko je, se pravi, tam okrog 1860, je bil Maksimilijan v takem položaju, kot sem že omenil, ni mogel računati na prestol na Dunaju, da se bi pokazala kakšna možnost, da bi on lahko kaj več dosegel v severnoitalijanskih deželah, ki jih je zasedala Avstrija. Tudi tu se je izmikalo, je pa v tistem času, v tem ključnem momentu prišla ponudba strani Francije, strani Napoleona III., da Schäfer sprejme prestol, cesarski prestol v Mehiki. Zakaj? Francija tam že zasedala Mehiko, zaradi Mehika je bila zelo zadolžena. Francija je bila ena večjih upnic, ki je to bolj radikalno hotela izpeljati, zasedla del Mehike in so hoteli vzpostaviti monarhijo in dati Maksimilijana za cesarja. Glede na vso situacijo, kakršna je bila in gotovo zelo tudi s tem vplivom soproge Šarlote,
ki je ambiciozna, kot je bila tudi ona in navsezadnje hči enega kralja, in če se je ponudila možnost, da postane cesarica, je bilo nekako normalno, da je to želela sprejeti. Tako da je Maksimilijan junija 1864 sprejel mehiški prestol. Kot sem že omenil, tam je bila francoska vojska. Od svojega brata je nekako izposloval, če tako rečem, da pridobi 6000 prostovoljcev, ki, se pravi, morajo pripeljati na svojo vojsko v Mehiko, tako da je bila določena Ljubljana za naborni center, za vse te nabornike, prostovoljce, ki bi se javili iz teh avstrijskih dežel, ki jih je imela Avstrija takrat. Prijelo se jih je ime Meksikajnari, se še danes ve, za kaj se gre pri tem imenu. Torej, to zbiranje se je začelo v Ljubljani, ampak je imel pa Maksimilijan še eno osebno željo, da pripelje s sabo v Mehiko še nekaj svojih posebnih izbrancev. In sicer se gre za 8 ljudi, tudi Šafer med njimi, ko spet poudarja eno njuno prijateljstvo. Gre se za 8 ljudi, tle je pismo, ki ga ni še nobeden videl, dokler ga nisem jaz objavil. Privolilno pismo, bi lahko rekel, Franca Jožefa svojemu bratu, da te ljudi lahko odpelje v Mehiko. Pismo iz 8. aprila 1864, naslednji dan, 9. aprila, je prišel Franc Jožef v Trst in z bratom, ne najlepšem tonu, spor in tako dalje, sta sprejela en tak družinski pakt, v katerem se je Maksimilijan odrekel kakršnimkoli možnostim za podati kakšno zahtevo do Dunaja, tako da se je moral pač vsemu temu odpovedati. Takrat sta se brata zadnjič videla. Pa bomo kaj tako poenostavili, se pravi Mehika, ta grad, ki si ga je cesarski par izbral za svoje domovanje. Maksimilijan je Šaferja pooblastil za obnovo gradu, ker je vedel, kakšne želje ima cesar, kaj želi, kako hoče opremiti vse to. Tako da nekateri sicer menijo, da je Šafer bil tudi arhitekt te obnove, prav arhitekt, ne, ampak je pa vodil vsa ta dela. Ta dela, bil je prefekt, guverner tega gradu, celega območja, poleg vseh drugih funkcij, ki jih je bilo še kar nekaj, največja, ki je nastopila pozneje, je bilo recimo, da je bil poveljnik cesarske mehiške mornarice. Cesar v vsej njegovi taki bleščeči opravi, ki se pa med ljudmi največkrat raje pokazal dosti bolj preprosto oblečenega, med preprostimi ljudmi, kar pa ni naletelo na neko pozitivno gledanje strani ljudi. Želeli so imeti cesarja takega, kot ga vidimo tle, takega so imeli v očeh, takega so želeli tudi vsakodnevno gledati. Je pa moral Maksimilijan kot cesar le iskati eno širšo podporo med prebivalstvom Mehike. Tam ni bilo tako, da so ga sprejeli odprtih rok. Bili so uporniki, ki jih je vodil Benito Juárez, ki v bistvu so bili Francozi in cela cesarska vojska in tujek, ki je prišel v to državo. Tako je pač bilo. Maksimilijanu je Napoleon vse sorte obljubljal s kakšno veliko podporo bo imel, vendar ni bilo tako. Glavnem Maksimilijan je moral iskati eno podporo pri pomembnih mehiških bogataših. Tako da recimo pri tem Bringasu, ki ga vidimo, Bringas je bil bogataš, imel grad, tovarne, plantaže, tudi zelo dosti ljudem pomagal, jim dajal kruh, gradil stavbe, samostan, cerkev, glavno ena močna oseba mehiška. V vseh teh obiskih, teh iskanjih podpore je bil v ekipi Maksimilijana tudi Šafer, ki se je v tej priliki obiska pri Bringasu spoznal z njegovo hčerjo. Sklila ena ljubezen, ko je ona dopolnila 17 let, sta se poročila. Njemu je bilo
dvakrat več, 34 let. In kaj se je zgodilo, kar se ni še in se ne bo nikoli nobenemu Sežancu, pa verjetno tudi nobenemu Slovencu, Maksimilijan je postal poročna priča Šaferju. Zazveni popolnoma pravljično, lahko bi rekel, to se pa morda zmišljava kdo. Vendar o tem obstajajo dokumenti, tle spodaj je ta podlagi, je ta tekst iz poročne knjige. Tako da še naprej, Šafer je živel tudi v tem gradu, kjer sem naprej pokazal. Pozneje je tudi družina, ko se je Šaferju rodil sin, je bil Maksimilijan krstni boter sina. Tako da res eno tako prijateljstvo, ki se je samo nadaljevalo, večalo. Kot sem že omenil, ni imel cesar neke podpore pri večini ljudi, niti je ni bilo zaupati, da bo prišlo do tega. Tako da na Francijo je Amerika po njihovi končani državljanski vojni začela zelo pritiskati, ker ni želela enostavno evropske države za sosedo. Tako da Francozi so se počasi, po francosko začeli umikati iz Mehike, kar je bilo tako rekoč napovedan propad cesarstva. Cesarska vojska je ostala sama, nikakršne možnosti, da obstane. Cesar se je umaknil v februarja enkrat 1867 v Querétaro. Tam ga je zajela vojska uporniška od tega Benita Juareza, republikanska vojska, in zaprli so ga, obsodili na smrt z ustrelitvijo, ki je bila določena za 19. junija 1867. V zaporu je napisal kar nekaj pisem takoj na začetku, oziroma jih je narekoval. Vendar na koncu, v zadnjih urah, ko ni bilo tudi nobene možnosti več, da ga pomilostijo, mnogi pomembni veljaki, državniki sveta so se zavzemali za njegovo pomilostitev, vendar kot ni bilo več nobene možnosti za to, je on napisal še 3 pisma, poslovilno pismo materi, ženi in spet neverjetna zadeva, napisal je poslovilno pismo, ki ga vidimo svojemu prijatelju Šaferju. To so res ene take, meni se zdi zelo pomembne stvari. No. To pismo je v Mehiki, jaz sem ga dobil od njihovih potomcev, ni nobene ne ve zanj, noben zgodovinar svetovni ne ve za to pismo. Lepo ga začne Maksimilijan Liber Šafer in ga končuje, pozdravlja njegovo družino Šaferjevo in prosi njega, Šaferja, ne ima Maksimiljanovo družino v mislih, ko njega ne bo več. Tako da prišla je usmrtitev 19. junija, to pismo je z 18. Ta moč Juareza je bila taka, da je potem naredil še en podaljšek in Maksimilijanovega trupla ni hotel izročiti Avstriji. Franc Jožef je tega Mariborčana, znamenitega viceadmirala von Tegetthofa, napotil v Mehiko na pogajanje, ki je trajalo več kot 2 meseca. Potem so truplo z že omenjeno ladjo Novara prepeljali do Trsta, nato po železnici, se pravi z vlakom, Sežana, Pivka in tako naprej. To je ena moja risba Tegetthofa. Trst je bil ves čas in je še danes nekako navezan na Maksimiljana, ne samo zaradi tega, ker je tam grad Miramar. Tudi sicer na splošno se čuti tudi v današnjem času eno tiho nostalgijo po nekdanjem avstrijskem in poznejšem avstro-ogrskem Trstu. Navsezadnje se je Trst začel razvijati pred
rečemo, bom malo zakroževal, 300 leti z Marijo Terezijo, takrat je začel Trst postajati eno mesto tako bogatejšega izgleda. Kaj je bilo s Šaferjevo oziroma z Maksimiljanovo soprogo, Šarloto? Njej se je omračil do take mere, da je veljala za neprištevno. Nekaj časa je bila še v Miramaru, nato je vzel sebi njen brat Leopold II. V Bruselj. Dočakala je kar eno lepo starost, 87 let, ves čas v prepričanju, v pričakovanju, da se njen Max vrne. No, še danes sta razdvojena, on v cesarski grobnici na Dunaju, ona v kraljevi grobnici v belgijskem mestu Laeken. Tako se zaključujejo take velike zgodbe. Šafer se z družino vrnil v Sežano, svojo rojstno hišo. Družina se je v Sežani še povečala, aktiviral se je spet v mornarici. Uspešno deloval celo obdobje. Jaz sem zelo iskal, glede na to, da sem vedel, da so te potomci odšli v Mehiko. Nekaj časa so bili v Sežani, odrasli so otroci, ampak žena in otroka sta šla v Mehiko iz neznanih razlogov, on je ostal v Sežani, se potem enkrat v Mehiko vrnil oziroma odšel tja na en daljši obisk, prišel nazaj v Sežano in čez nekaj let umrl. Ko sem jaz tako počasi zbiral vse te podatke, in razmišljal o knjigi, zelo mi je manjkalo kakšno slikovno gradivo. Jaz sem poskušal ravno s tem namenom dobiti kaj iz Mehike, zvedeti za kakšne potomce, vendar sem bil pri tem popolnoma neuspešen. Kljub temu, da sem iskal preko raznih pisov, zgodovinarjev mehiških, pa tudi kakšnih institucij, tam so doživeli več revolucij, tako da te bringa se, vse to premoženje je propadlo, grad, vse to tako. Kadar sem to iskal, kadar sem začel iskati pred leti, takrat je bil grad v ruševinah, zdaj niti tega ne več. Se pravi, manjkalo mi je to gradivo, ampak ker sem imel, ker sem dobil podatkov iz arhiva na Dunaju in v drugod, sem rekel, naredim eno knjigo, da bo šlo to med ljudi, da ne ostane pri meni, glede na to se tako malo ve. Tako da izdal sem knjigo, ko bi knjigo rad, oziroma kar je normalno, da je predstavljen kot to današnjo, je, pred 6 leti sem knjigo izdal, potem, če sem čas, bi jaz to knjigo predstavil, vendar je bil takrat koronavirus in knjigo javno ni bilo možno predstaviti. Sin je rekel, naredimo en video, damo na internet, pa bo kakšen video saj, ne. Tako, to smo naredili in če sem bil jaz neuspešen pri iskanju teh potomcev, Šafrjevih, so bili uspešni oni in so oni najdli mene, njegova prapravnukinja je iskala vse, kar je vsebovalo priimek Šafer na internetu in prišla do tega videa, stopila v kontakt z mano in ta kontakt in sodelovanje je zdaj živo že več let. K meni je kar začelo prihajati precej gradiva, ampak jaz sem upal, da bom lahko postavljal vprašanja, pa sem bolj vprašanja dobival in moral jaz dajati odgovor. Namreč tudi njim je ta njihov prednik bil ena skrivnostna oseba, o katerem so zelo malo vedeli. Ampak vsaka malenkost, ki je k meni prišla, mi je le odprla mogoče spet en korak za še kaj novega zvedeti. Tako da sem spet moral vstopati in v arhiv, recimo na Dunaj, ker je vsa ta nabor teh podatkov je bil pester, lahko rečem bogat, ampak mene je pa finančno vseeno nekako bremenil, me obiral. Če omenim, nekateri arhivi so zastonj, vse dajo, pri katerih je drugače. Dunajski arhiv je pol ure iskanja 45 €, najdejo kaj ali ne najdejo. Naslednje začete pol ure, spet 45 €. Zdaj, večkrat, ko se ti na njih obračaš, globoko mora iti roka v žep, ne. Tako da en drugi primer je bil recimo eno nedeljo zvečer, čisto tako da povem figurativno, sem pisal en mail v
belgijski arhiv Kraljeve palače v Bruselj, en dopis sem naredil, zvedel sem, da je en rokopis Šaferjev iz mehiške dobe pri njih v hrambi. Nisem niti pričakoval, da mi bodo odgovorili, če tako rečem, ampak naslednji dan, v ponedeljek, malo pol, ko odprejo arhiv, je mene že v Sežani čakalo kopija tega pisma s vsemi dovoljenji za objavo, kar je redkostno, da se kaj takega zgodi. Se pravi, te fotografije in dokumenti tega iz Mehike kar precej prihajalo in meni odpiralo nove koščke za sestavljanko. Napisal sem, ali naključja obstajajo. Včasih pride do enih takih istočasnosti, ko ne veš, ali si ti nekaj najdel, ali je tisto v bistvu najdlo tebe. Ko sem raziskoval vse, kar je bilo možno v zvezi s Šaferjem, sem jaz naletel na eno knjigo, napisano še v nemščini, tiskano v gotici iz leta 1877, ki je zelo bogato opisovala eno potovanje okoli Afrike, ladja Helgoland je bila to, njen kapetan je bil Šafer. Potovanje je trajalo leto in pol po tej trasi, ki je zarisana, leto in pol dolgo potovanje. Raziskovalno, izobraževalno, tudi nekaj diplomatskega je bilo na tej poti. Bogato potovanje za vse te udeležence, mlajše in starejše. Vendar zgodilo se je to, da je v enem hujšem viharju je bila ladja toliko poškodovana, da jih je zgoraj levo na Azorih zasidrala v luki Ponta Delgada za 3 mesece in pol. V tem času je med posadko, zlasti med Šaferjem in pomembnimi domačini in konzuli in tako dalje, vsi te ljudje pomembni, ki so takrat tam bili, se je med njimi ustvarjalo prijateljstvena povezava, stali na srečanje ali na ladji ali na njihovih domovih, lov in vse mogoče. Šaferju so izkazovali veliko čas, posadili drevo zanj, ga poimenovali po njem in ladji Helgolandia Šaferensis, taka stvari. V istem času, ker če rečemo to naključje ali pa naključje, v istem času sem jaz iz Mehike dobil večje število fotografij, ki so bile posnete v tem času, ko je bila ladja na Ponta Delgadi. Posnete so bile na otoku São Miguel, z istega časa fotografije datirane, portretne fotografije takega vizitnega formata, kartonke, vendar neznani ljudje, seveda popolnoma. Tako da jaz sem začel to malo povezovati, se pravi, če je Šafer dobil toliko fotografij, ki jih imajo zdaj ti potomci njegovi, je verjetno tudi on dajal fotografije, šlo se bi po mojem tako za eno izmenjavo, kakršna je bila takrat navadi, nekaj daš in sprejmeš za spomin. Začel sem iskati kakšno možnost, najti kakšno pot naprej, tako da sem prišel do enega muzeja, Inštituto Cultural v tej Ponta Delgadi, muzej, ki ima ogromno fototeko s 1000 fotografij in se neko mogoče z enim vztrajnim pregledovanjem dobim kakšno Šaferjevo fotografijo in to se je tudi zgodilo. Vendar pri tem muzejskem opisu fotografije je bil Šafer označen kot neznanec. Se pravi, čas, ki poteče, naredi hitro iz vsakega človeka, ki je bil svoj čas nekaj pomenil, ima ga pri teh domačinih naredil za neznanca, bil označen kot neznanec. Kontaktiral sem s tem inštitutom, jim dal vse podatke o Šaferju, tako da danes on na njihovi internetni strani ni več neznanec. Omenjena je tudi Sežana, ker je meni veselje, delam na tem, da nekaj naredim tudi za svoj kraj. Celo mene so omenili, ki sem jim dal te podatke in v zahvalo so mi dali kopijo te fotografije v prosto razpolaganje. To je ena pesmica, taka priložnost, ki je posadka napisala, v francoščini je bila,
in so jo dali tem pomembnim ljudem. Žena je to moja prevedla iz francoščine, takih prostih prepesnitvi, da je ta akrostih Ponta Delgada še zmeraj ohranjen. Omenjam to zaradi tega, kako na zelo različne načine pride človek do nekaj več vedenja, do enega koščka več v zbirki, ki nekaj osvetli, daje eno novo vedenje. Šafr je imel eno bogato kariero, nasplošno bil je potem kasneje tudi predstojnik te cesarsko-kraljeve pomorske akademije na Reki. Včasih, ko je bila akademija v Trstu, izselila se je, kot sem že nekaj omenil, iz Benetk v Trst, ko je bila v Trstu, je bil on tam kadet, pozneje njen predstojnik, takrat že s činom kontradmirala. V glavnem zelo uspešen ves čas, potem se je njegova služba začela v Puli kot komandant vojaškega pristanišča, tam je dočakal tudi upokojitev. Malo predtem so mu dodelili plemiški naziv vitez, Ritter po nemško. To so listine o podelitvi tega naziva, ena taka bogata izvedba, kakor se rekel šika za tako imenovanje. To imajo vse potomci v Mehiki. Kot imetniku tega naziva mu je pripadal tudi grb. Vidimo, grb mora biti zmeraj v eni že likovni, heraldični zasnovi, nekako mora opredeljevati nosilca grba, spravi govoriti o njemu, pokazati likovni podobi njegovo osebo, če tako rečem. Se pravi, ta figura, tradicionalna mehiška, vulkani, vse to govori predvsem o Šafrjevem mehiškem življenju, ki je bilo očitno v njegovi karieri najpomembnejši. Tudi ta lev gor skačo, je še dan danes mehiški simbol, imajo ga tudi v svoji zastavi. Tako da zanimiva stvar pri tem grbu je to, da je hotel Šafr, ki smo recimo zazveni tako zelo nemško in smo včasih morda v dvomih o njegovi narodnosti, o njegovem prepričanju, za koga se je imel, čeprav se je v dokumentih izkazoval, je napisal Muttersprache slovenščina, njegov materni jezik slovenščina, pa je dejansko nekako nemški, vsaj po očetu, čeprav verjamem, da je ta rodbina živela že eno daljše obdobje na slovenskih tleh. No, zanimivo je, da je hotel on v svojem grbu imeti ta napis naprej, ki ga vidimo pod ščitom, vendar od osnutka, to je osnutek, ki je v hrambi v muzeju, v arhivu na Dunaju, od tega osnutka do končne izvedbe grba je bil potreben še en korak, se pravi žegen notranjega ministra, ki pa se ni strinjal s tem napisom slovenskim in je tako grb postal potem brez tega napisa, je okrnjen za ta napis. Ker je škoda, ampak tako je. Govorimo to zaradi tega, da se vidi, za koga se je imel Šafr. Ker se recimo pri že omenjenem Tegethofu ne da ravno trditi. Bil je rojen tle, ampak starši sta bila oba tujca, pri marsikom drugem tudi še pozneje, mogoče pri Hausu, se ne da reči, da se gre za eno slovensko osebo. Imamo jih za svoje, ker so bili tle rojeni, kaj drugega pa že bilo teže reči. To so priznanja, odlikovanja, ki jih je prijel Šafr, kar nekaj jih je, dosti med njimi še malo bolj izstopa. Meni mogoče na nek način to zadnje prijeto, orden belgijskega kralja Leopolda, pa ne, da bi bilo najvišje, ampak v knjigi nekaj razpredam v zvezi s tem odlikovanjem. Ima eno skrito ozadje, tako da nekaj predvidevanja so mogoče bolj, nekaj pišemo v zvezi s tem v knjigi. Tako. Potomci
ta dva sinova, ki sta šla v Mehiko. Fotografiji sta nastali kmalu pol, sta šla iz Sežane v Mehiko, se pravi, so bili to že odrasli ljudje, ki so šli tukaj, doštudirali so na Dunaju. Potomci njihovi družine so se razvile, obstajajo potomci teh dveh, vendar priimek se je tako rekoč že izgubil. Težko je bilo dobivati vse te fotografije. Ena najstarejša njihova sorodnica, potomka Šaferja, je že toliko stara, sama živi, bi to narajši kar uničila, namesto da bi je bilo nekaj do tega, da pride do... V glavnem so jo prepričali, tako da nekaj tega, jaz mislim, da v glavnem sem jaz kar dobil vse, kar je možno. V knjigi sem jaz objavil tudi en dnevnik, nekaj strani, kar nekaj strani tega, ki Šaferja izrisuje, izriše v eni drugačni podobi, ne kot eno mrko, trdo osebo, ampak njegova čustva, njegovo drugačno dušo, kakor jo mogoče je slutiti pri eni taki osebi. Sežani, oziroma kolikor je sploh zapisal, nekaj zapisal je naredil tomajski župnik Albin Kjuder, monsignor, apostolski apostol, apostolski administrator, pardon, ki je to malo po svoje zapisoval, dal prednost ljudskemu glasu, ki pa je to oblikoval drugače, kot je bilo v resnici. Tako da Šaferja je označil kot eno tako nekoliko zaprto osebo, nedostopno, kar pa ta dnevnik izkazuje, da ni bilo tako. Gre pa pri tem dnevniku nekako skoraj bolj za eno literarno branje, kar drugi del knjige pa ni. Se pravi, mene vse to novo, kar sem jaz dobil po prvi izdani knjigi, je od mene terja, da izdam novo knjigo. Vse to je, kar je bilo potem odkritega, je poleg tistega že iz prve knjige je v tej novi knjigi. Šaferjev grob v Sežani, takrat je bil to dosti večji, vidimo to ograjo s temi stebrički, eno večje grobno polje, ki pa je danes precej drugače, obstaja še zmeraj ta črn obelisk, ki drugega ne, vsega skupaj manj kot kvadratni meter prostora. Pa ker smo lih na Pivškem, ta nagrobnik je izdelal Felix Stoman iz Ljubljane, takrat najpomembnejši, najbolj poznan kamnosek pri nas, ki je s Pivko povezan tako, da je izdelal tudi oltar za Šentpetrsko cerkev. Drač pa je prisoten s svojimi deli v palačah, cerkvah na Dunaju, Budimpešti, Trstu. Ena pomembna oseba. Usmrtnica Šaferjeva v nemščini, ker tako je bilo takrat to normalno. Verjetno zadnja Šaferjeva podoba, zadnja Sežana, približno iz tistega časa njegove Šaferjeve pozne dobe. Ena moja risba Šaferja, ker sem slikar, me zmeraj pritegne tudi, da se dotaknem tega, kar pišem, nekaj likovno tudi. Tudi ta slikca Šaferja, naredim sliko ali risbo, kakorkoli, no, ta slikca je narejena na lesu iz Šaferjeve vile. Eno polnilo, en delček polnila iz vrat iz Šaferjeve vile, to je prišlo do enega slikarja sežanskega, Ivana Varla, ki je bil, morda neznan tle, poročen z Jolko Milič, ki jo marsikdo pozna. Jolka je to potem po Varlovi smrti dala meni, take koščke, ki jih je on grundiral, nekatere je uspel poslikati, nekatere ne, tako da me prav veseli, da je ta Šaferjev portret, ta slikca na vratih oziroma delu vrat iz nekdanje Šaferjeve vile. To so moje knjige v zvezi s Sežano, drugače knjig vseh skupaj je 10, med temi 10 tudi ene 2 brošuri, ki se vežejo na Sežano, nekaj v zvezi s Cankarjem, njegovim bivanjem par tedenskem v Sežani,
pa še o enem, jaz mu rečem, sežanskem sosedu Burgstaller Bidiskiniju, stvari, ki sem jih raziskal tako mimorede in niso izdane v knjigi, ampak v eni brošuri. Drugače, druge knjige so z drugačno tematiko. Knjige je možno tudi kupiti, to normalno. Če bo kdo želel kupiti knjigo o Šafriju, podarim še kakšno knjigo, recimo Sežano, to spodnjo ali pa Sokole, ravno te prve na vrhu o prvi svetovni, ker je Sežane, tiste tako rekoč ne bi mogel zdaj podariti, ker je še prefrišna skoraj, če tako rečem. Toliko bi jaz imel, jaz sem zelo zadovoljen, jaz se vam zahvaljujem za čas, ki ste si ga vzeli, za potrpljenje, upam, da nisem bil preveč naroden. Hvala lepa. Vam, gospod Boštjančič, še posebej hvala lepa za vaše prijazno povabilo k predstavitvi te knjige. Sem zadovoljen, da sem danes v Hrasti, kot sem že na začetku rekel, človeka tam, kjer je začel svojo pot, zmeraj nekaj ostane. Tako da danes še malo bolj čutim to Hrastje. Hvala lepa. Če kakršnokoli vprašanje, pa seveda sem na razpolago. Ja, res lepa hvala za to zanimivo predstavitev, zanimivo predavanje. Mislim pa, da je res enkratna prilika, da gospoda Kastelica kaj vprašamo, tako da, ne vem, če je kakšno vprašanje z publike. Omenjali ste ta dnevnik, ki ste ga... Ja. Kaj, to je njegov dnevnik? Ja, zanimivo je, jaz sem prvo sežansko stanovanje moje ni bilo tako, kot sem si ga želel, ko sem upal, recimo, bom v kakšnem bloku, pa boljše, da nisem bil. Bil sem v eni hiši, ki je bila svoj čas meščanska, trgovska hiša, ki je med Šafrjevo in to, kjer sem jaz stanoval, samo še ena hiša vmes. Ta vmesna hiša, tam so se stalno menjavali lastniki, tako da Šafrjeva hiša in ta, kjer sem bil jaz, med njimi že te predniki so bili prijatelji med sabo, Šafr in te, kjer sem jaz živel. Tako da na to podstrešje, to je bil muzej zame. Jaz sem ves čas, kadar se je le dalo, bil na tem podstrešju in takrat še za Šafrja skoraj nisem vedel. Kup stvari sem tam najdel, jih shranjeval, prepisoval, to je bilo že v zelo slabem stanju, Bog ve kaj, morda so bile miši ali kaj se vse zgodi na kakšnem podstrešju starem. V glavnem zelo bogato podstrešje, ki nekako je prišlo iz te Šafrjeve vile sem kot njihovim prijateljem. Tudi en Majerjev leksikon, jaz imam 14 knjig, debelih, točno ne vem koliko jih je, enih par mi jih manjka. To je tudi od Šafrja še. Še kakšna stvar. Enkrat sem prišel domov, je bil na dvorišču kamion od komunale, že naloženo, tako da komunale, pač to je bilo občinsko stanovanje potem in to so spraznili, štimali streho in take stvari. Glavnem, marsikaj je šlo tako. Nekaj mi je uspelo ohraniti, meni se zdi to dnevnik je zanimivo branje, ker Šafrja izriše tudi ene drugačne luči, ker bi drugače ostal zapisan kot en tak nedostopen človek, pa ni bilo tako. To je taka stvar. Kar nekaj strani se mi zdi, da je v knjigi iz tega. Je to Maksimiljanovo zadnje pismo, je po Mehiki, če pa razumem, sorodnikih. Ja. Je objavljeno v knjigi, v prevodu tudi. Jaz sem dobil to rokopis v gotici, nemogoče berljivo, kakšno besedo mi je uspelo
po črkah sem šel, ali je ta črka, ali je kakšna druga, proveravati, ali je to nemška beseda, ne nemško, niti tam pa nekšna beseda znam. Tako da je bilo težko, tako sem rabil potem eno strokovno pomoč in se je to prevedlo. V knjigi je še eno drugo pismo, ki je zelo zanimivo, ki ga je Maksimilijan pisal Šaferju iz februarja 1867, takrat, ko je bil že v Kveretaru, ko je Maksimilijan rekel Šaferju, ti ostani v prestolnici, jaz moram iti tja. To je bilo vojno stanje, ne, v bistvu. Šafer mu piše, Maksimiljanu, si me pustil tle, se vikajo med sabo, si me pustil tle, se počutim kot eno zapuščeno pohištvo, ne. In pol Maksimilijan spet nazaj njemu, da vsaj bi imel še kaj več tega pohištva in tako. Glavnem, zanimivo, ravno iz tistega obdobja, ki je bilo tako kritično za to cesarstvo in tudi hiter propad, se pravi, manj kot 3 letih je bilo konec tega cesarstva. Jaz bi samo nekaj vprašala. Prosim. Kako ste rekli, da so v Mehiki obnovili en grad, Ja. ima tak naziv, zveni tropo azteško, ne? Ja, A to je bil kakšna azteška ruševina, a kaj je to? ma ni bila ruševina, to je bilo, v bistvu je bilo za ga urediti po cesarjevih željah, ni bila to ruševina, ne. To je bil grad tak, kot je, tudi v današnjem času je še zmeraj obstaja, je v njem Maksimilijanov muzej. Mene te mehiški sorodniki vabijo stalno, ne pridem, jaz sem tak zapečkan, da ne grem s hiše v reko. Če kaj narediti, moram biti doma in delati, tako da. Je grad ogromen, veliko površino, v tistem času je bila zgrajena ena avenija do mesta, do Ciudad de Mexico, prav na željo Maksimiljana, tako da je to Šafer uredil. Koliko pa je stran ta grad iz Meksika? Koliko je stran, ne bi vedel. Ne, mislim stran, koliko je razdalja med Ma ni tako, da po moje, ne vem, točno bi rekel, ne vem, ampak jaz mislim, da ni spet toliko, ampak je ena daljša avenija, da spada seveda še zmeraj tja. Pa ta druga usoda žene, recimo tega Šaferja, takrat, ko so primili tega Maksimiljana, ne, v Ja. Mehiki. Teh niso zajeli, pa... No, zanimivo, ne, Kjuder, ki sem ga prej omenjal, omenja eno pravljico, ki, ne vem, no, če ena taka oseba, kot je bil Kjuder, monsignor, apostolski administrator, to napiše, izpade to kot resnica, ena drugačna beseda njegova, kakor rečemo moja, ali pa od koga drugega. On piše, da je bil Šafer, malo sem se zgubil, da je bil Šafer, lahko poveš še enkrat. Kakšna je bila usoda teh drugih? Ja, da so Šaferja, Kjuder omenja, da so Šaferja pripeljali v zabitem sodu, da je bil obsojen v Mehiki na smrt in da ga žena komaj z nekimi velikimi podkupninami reševala, ker pa nič od tega ne drži. Žena je prišla že pred svojim možem iz Mehike v Sežano, prav datuma točnega nimam, v knjigi so ene kopije iz dokumentov, kdaj je prišla v Sežano, glavnem pred Šaferjem, ma tudi Maksimilijanova žena je prišla iz Mehike preden so Maksimiljana ubili, že 66 leta se je šla ona pogajati, prositi za kakšno pomoč in Francijo in Dunaj in Vatikan, vendar ni bila uspešna. Tako da vse tisto, kar omenja Kjuder, ne drži, da so s nekimi podkupninami Šaferja pripeljali v Sežano. Ne, tako. Šafer je takrat z drugimi avstrijskimi ujetniki mislim, pripelje po Tegetthof, ne, takrat, ki jih je iskat, ki jih je potruplo in po te ujetnike. Ja. In od ustvaril teh pogajanj državnih. Tako, ja. Tudi
Šafer je bil, bi rekel, podpolkovnik, bi se dalo nekako sporejati ta njegov čin. Takratni, tamkajšnji. In so jih oprostili, oblast jih je oprostila. Ubili so samo, ustrelili 2 generala Maksimilijanova, Mejija pa Miramon, medtem ko druge so v glavnem pustili, nekateri so še nekaj časa bili zaprti in so jih potem. Tudi Šafer je ostal v tej prestolnici, ni bil v skupini, ki je bila v Kveretaru in kjer je bil zajet Maksimilijan. Tako upam, da nisem bil preveč naroden, no malo. Res je pa zanimivo, kako se ta zgodovinski spomin popolnoma pozabil, da je čist zbrisnen. Tudi res v teh objavah, ki je od Maksimilijana, pri nas se Šaferja sploh ne omenja. Ne, jaz sem govoril s kakšnimi zgodovinarji, recimo dr. Toličičem, ki je izdal knjigo o Maksimilijanu. Ga ne omenja v knjigi, ima tudi sicer v kontaktu, je rekel, da ni še slišal zanj. Zdaj je zaradi tega, ker je Šafer zapisan kot Šafer in nič kaj več drugega, ampak mnogi takratni sodobniki Maksimilijana omenjajo v svojih knjigah Šaferja. Vse citirajo, kakšen govor je imel Maksimilijan na poroki Šaferju, vse te stvari. Mnogi tamkajšnji pomembni ljudje, ki so bili v Mehiki kot Avstrijci, kot del vojske, princ Salm recimo, omenja Šaferja in Maksimilijana, da sta bila to njuno prijateljstvo, da je bilo tako močno, da sta bila nenehno skupaj, že v tem času, ko je bil Maksimilijan, ko še ni bil cesar, ampak omenjena dvojvoda. Ta povezava je bila močna. Kako so ga spregledali, zakaj danes? Tudi o Maksimilijanu se vsega ne ve, pa kaj se bi potem šele o Šaferju. Tako da jaz ravno zaradi tega, da ne bi to vse prišlo v eno pozabo, da ne bi tonel v pozabi, poskušam nekaj narediti, da se to ohrani in ve nekaj več v Sežani, pa toliko širše tudi bi bilo prav, da se ve. Hvala lepa še enkrat. Hvala vam za potrpežljivost.